Lepo pozdravljeni. Jaz sem za današnji dogodek pripravil en prispevek, v katerem sem se osredotočil na pretekla vlaganja v zadnjem obdobju 15 let. Pri tem seveda ne bom mogel mimo izhodišč za samo načrtovanje obnovitvenih del in pa nekih izzivov, ki nas čakajo v prihodnje. Slovenija je v preteklih desetletjih razvila res v bistvu bogato in moderno avtocestno omrežje, pri čemer pa se moramo zavedati, da je za ohranjanje neke varne uporabe, neke pretočnosti in tudi želene funkcionalnosti v prihodnje potrebno stalno vlagati tudi v obstoječe avtocestno omrežje. V preteklosti je na tem odru bilo v bistvu pripravljenih že kar nekaj prispevkov, ki so bili povezani z obnovitvenimi deli na avtocestnem omrežju in tudi kar nekaj strokovnih tem, ki so pravzaprav izhajali iz projektov, ki so se odvijali na samih avtocestah. V preteklosti smo tako že pripravili tudi primer enega prispevka, kjer se je preizkušala povečana uporaba reskanca v asfaltnih zmeseh. Predstavili smo drsni plan obnovitvenih ukrepov, ki je rezultat obsežnega gospodarjenja za cestno infrastrukturo na Darsu in je podlaga za plan obnovitvenih del. In na zadnjem kolokviju je takratna članica uprave imela kar obsežno predavanje na temo izvedbe vzdrževalnih in obnovitvenih del. Nekako je logično, da se te teme nekako pojavljajo tudi pri meni, pri čemer sem se v nadaljevanju res osredotočil na sam obseg vlaganj. Če govorimo o obsegu vlaganja, morda na hitro, da se najprej pogledamo obseg infrastrukture. Naša avtocestna infrastruktura niso samo vozišča, ogromno vlaganj gre tudi v druge elemente. Smernih vozišč imamo nekaj manj kot 1500 km, nekaj več kot 1000 premostitvenih objektov, predorov, pokritih okopov in geotehničnih objektov je skupaj za 90 km. Izpostavil sem predvsem z namenom, ker je v nadaljevanju velik potencial potrebnih vlaganj tudi v protihrupno zaščito, s kakšnim obsegom protihrupne zaščite upravljamo že danes. V osnovi, da pravzaprav sploh lahko obnovitvena dela nastanejo, pride najprej nek princip gospodarjenja, začne se z rednim in cikličnim spremljanjem stanja, z neko obdelavo kar ogromnega števila podatkov, analiza teh podatkov, pomagamo si z ekspertnimi sistemi. V preteklih letih je bil zelo dobro razvit ekspertni sistem za področju za gospodarjenje z vozišči. Tu se zdaj v zadnjih letih dodajajo tudi premostitveni objekti. Seveda sledi tudi pričakovana uporaba umetne inteligence pri vsem tem in seveda na koncu GIS orodja, ki nam morajo te podatke nekako pomagati, tudi prezentirati za potrebe nadaljnega dela. Tule imam en prikaz, kako enega našega programa, kjer pravzaprav neko obnovitveno delo, nek projekt prezentiramo lahko na GIS podlagi z vsemi podatki, ki jih je potrebno pri samem projektu upoštevati, se pravi vsi cestni elementi, ki jih je potrebno obnoviti. Za potrebe projektne naloge ali pa same izdelave projektne dokumentacije pa potem programi omogočajo tudi izpise in specifikacije podatkov v drugi obliki. Ne moremo mimo tega, da je pravzaprav promet izhodišče skoraj vsega, kar počnemo. Je v osnovi generator poškodb, obrab voznih površin, po drugi strani pa je promet in prometne napovedi so ključne za namen sprejemanja odločitev za v bodoče. Na tem grafu je prikazana rast prometa za zadnjih 15 let. Mogoče ta skupna številka povprečnega dnevnega letnega prometa 38 tisoč vozil sploh ni tako velika, ampak je potrebno upoštevati, da obstajajo odseki, ki so bistveno bolj obremenjeni. Na splošno izračun pokaže, da je v teh 15 letih promet narastel za 1/3. Seveda pa obstajajo projekti, kjer se je promet tudi podvojil. Najbolj pereči so tisti odseki, ki so že dlje časa precej obremenjeni in vsaka rast pravzaprav ne povzroča več
možne količine prometa, da bi sploh lahko se odvijal, ampak nam povzroča to, da se čas, ko je kapaciteta dosežena, podaljšuje. Zdaj, tule imam povsem sveže podatke, izračun PLDP-ja v letošnjem letu, januar do september. Zdaj, izbrali smo rdečo barvo za primorsko avtocesto, to je ena taka prikladna barva, če greste v nedeljo iz Pirana proti notranjosti, je vedno na navigaciji rdeča. Vidimo, da je razcep Kozarje najbolj obremenjen v tem delu, dnevno je tam 85.000 vozil, od tega 11.000 težkih tovornih vozil. Te prometne obremenitve nas v bistvu silijo v nek razmislek. Predvsem v razmislek, kakšne ceste potrebujemo v bodoče. Koncepti razširitev cest ali pa ukrepov, ki so potrebni, da se bodo kapacitete povečale, so v bistvu zelo zahtevni. Zdaj, jaz sem prepričan, da se je tudi generacija pred nami srečala z enako dilemo. Kakšne ceste pravzaprav potrebujemo v prihodnje, se mi pa zdi, da se čedalje bolj pojavlja tudi to vprašanje, kakšne ceste si pravzaprav dovolimo zgraditi danes. Mi smo pri načrtovanju koncepta razširitve Ljubljanskega obroča za južno obvoznico že postavili nek karakterističen prerez avtoceste, ki ga nismo načrtovali iz same potrebe po uporabi te ceste, ampak smo ga načrtovali iz potrebe po obnavljanju te ceste. Se pravi, dodali smo dodatna 2 metra širine, ki nam omogočajo, da ko bo ta cesta nekoč potrebna obnove, da bo na eni strani smernega vozišča možno vzpostaviti enako število zožanih voznih pasov, kot jih ima ta cesta v splošni uporabi. Zdaj, tisti, ki kakorkoli sodelujete pri obnovitvenih delih, veste, da pri rekonstrukcijah ogromno denarja in tudi vseh drugih resursov namenjamo temu, da cesto razširimo samo za potrebe, da začasno vodimo ustrezno število prometnih pasov. Se pravi, niti ne gre za razširitve, ki bi bile pogojene z vsakdanjo uporabo. No, obnovitvena dela seveda niso samo realizacija ukrepov, ampak v zadnjem času se posvečamo tudi uvajanju novih tehnologij. To so predvsem tiste tehnologije, ki bodo pripomogle k doseganju ciljev tako imenovanega zelenega prehoda. Koncept uvajanja novih tehnologij je nekako ustaljen že leta, gre preko razvojno-raziskovalnih nalog, kasneje prek sistema preizkusnih polj. Tako je v preteklosti bilo izvedenih na avtocesti vrsto testnih polj iz naslova dodajanja reskanca v asfaltne zmesi, izvedeni so manj hrupni asfalti in asfalti za specialnimi bitumni. In v zadnjem času, kot je rekel že Slovenko, zelo aktualna tema topli asfalti. V letu 2023 je Dars v bistvu skupaj z ZAS-om tudi oblikoval neko pobudo vpeljave toplih asfaltov. To je bila pobuda za izvedbo preizkusnih polj izvajalcem asfalterskih del. Odzvalo se je 11 podjetij, 11 proizvajalcev, 9 jih je do danes izpolnilo pogoje za izvedbo preizkusnih polj na avtocesti, izvedena so 4. Zdaj, ta proces ne poteka tako hitro, kot smo pričakovali in menimo, da ga je treba pospešiti, zato smo v trenutnih razpisih, ki so v teku, vpeljali tudi preizkusna polja v same pogodbe. Se pravi, na ta način želimo, da bodo v okviru obnovitvenih del se preizkusna polja dejansko izvedla. Seveda sledi naprej spremljanje in analiza tega, kar bomo na preizkusnih poljih ugotovili in v nadaljevanju oblikovati pogoje za splošno uporabo. No, zdaj smo prišli do obsega vlaganj, pa da boste lažje razumeli številke, samo na kratko, kako mi beležimo v bistvu ta naša vlaganja, ker imamo več segmentov. Zdaj, glavni segment se imenuje obnavljanje naložbe obstoječe avtoceste, po domače obnove, ki jih delimo na gradbene, na elektrostrojne, na specialne projekte za izboljšanje prometne varnosti in pa v zadnjem času tudi 3 dodatne postavke v povezavi z počivališči in pa zagotavljanje zadostnih parkirišč za tovorna vozila. Dodatno k temu, kot že prej omenjeno, izvedba protihrupnih ukrepov
in pa v preteklosti dva zaključena projekta, ki sta bila pa kljub vsemu pomembna za obstoječo omrežje, to je bilo rušenje cestninskih postaj ob uvedbi sistema DARS-GO in rekonstrukcija priključkov na območju nakupovalnega središča BTC. Tole so podatki za realizacijo gradbenih obnov. Prav, to so tiste najbolj klasične obnove, ki jih srečujete, ko se peljete po avtocesti skozi zaporo. V zadnjih 15 letih je bilo v tem segmentu vloženih dobrih 600 milijonov evrov. Zdaj ne povem, da vse te vrednosti so nevalorizirane in dejansko predstavljajo dejansko vrednost vlaganj v tistem letu. V povprečju je bilo to v zadnjih 5 letih dobrih 63 milijonov evrov na leto. Če dodam zraven še oceno za letos, kjer se nam kaže, da bo realizacija okrog 98,5 milijona, se skupna številka, se pravi zdaj v 16 letih dvigne na dobrih 700 milijonov evrov. Da vsega ne spremljamo samo skozi denar, na področju obnove vozišč imamo tudi lasten strateški cilj, da vsako leto obnovimo vsaj 55 km smernih vozišč. Zdaj, vse te podatke, ko sem jih iskal in urejal za nazaj, je zanimivo, da se nekako izkazuje, da dejansko vsakih 5 let se zgodi v bistvu ena taka dejanska stopnica vlaganj, ki se povečujejo. Zdaj morda se tu vidi tudi nekoliko razkorak med materialnim in finančnim kazalnikom, kar je zagotovo v posledici nekaj odpade na same podražitve, drugo pa to, da so projekti vse bolj zahtevni in se nam na ta način kilometer avtoceste, po domače rečeno, draži zaradi vseh ostalih del, ki jih moramo ob tem opraviti. Če dodam se pravi, klasičnim obnovam tudi vsa preostala vlaganja, je teh nekje 40%, pridemo skupno na 860 milijonov evrov v teh 15 letih in če tudi tu dodam oceno letošnje realizacije, praktično vidimo, da prijemo v 16 letih skoraj na okroglo na milijardo evrov. Zdaj, te številke so bolj analitičen podatek, ki pravzaprav veliko ne povedo, verjetno nas bolj zanima, kam gremo. Zdaj, nekako vedno so očitki, ja, zdaj je nastala neka špica, za špico ponovadi pride neka luknja, neka vrzel. Jaz vam bom tule v nadaljevanju predstavil nekaj stvari, kako smo mi pripravljeni v bistvu na nadaljevanje tega cikla. Zdaj, že samo staranje omrežja, povečevanje prometnih obremenitev nas logično sili v to, da se mora ta cikl nadaljevati, verjetno ne samo nadaljevati, ampak tudi povečati. Konkretno na področju vozišč smo pripravljeni v nadaljevanju z sklenjenimi pogodbami za naslednje leta za 84 km, v teku so javna naročila za 53 km obnov vozišč in v fazi projektiranja imamo 100 km. Zdaj, da se ne trudite sešteva, to je cirka 238 km, kar je, če upoštevamo nekako dvignjen tempo glede na zadnje povprečja, vsaj 3-letni plan je nekako že v teku. Zakaj sem izpostavil predhodno že protihrupne ukrepe? Vse bolj se pač kaže, da je to en pomemben segment prihodnjih vlaganj. Verjetno vsi veste, da je pač s povečanjem prometa nastanejo tudi večje obremenitve s hrupom. Tu zadaj je monitoring in uredba, ki nam pravzaprav na to prek operativnega programa varstva pred hrupom podaja zahteve za ureditev območij, kjer je hrup najbolj moteč, preobremenjen. Identificiranih je 19 večjih območij. Zdaj, ta območja sicer zelo sovpadajo za območji, kjer so potrebne investicije tudi iz drugih razlogov. To je nekako tudi hitro razložljivo. Eno je, da je to, kjer je veliko prometa, in drugo, to so starejši odseki, zato ker novejši so v resnici že zaščiteni. Zakaj pa je to tako pomembno pri investiranju? Trenutni projekti, trenutne investicije nam kažejo, da ta segment lahko dosega tudi 15% investicije, kar niti slučajno ni zanemarljivo. Zelo aktualna tema je dvojna raba infrastrukture.
V tem segmentu gre predvsem za prevzemanje izrednih obtežb, ki bi se lahko zgodile ob morebitnem vojaški rabi infrastrukture. Ti projekti so predvsem usmerjeni v premostitvene objekte z omejeno nosilnostjo, kar pomeni, da bodo na voljo finančne spodbude za projekte, kjer bo prišlo do rekonstrukcije ali nadomestne gradnje viaduktov in mostov, ki bodo imele povečano nosilnost in bodo v bistvu brez težav tudi prevzemale povečane obtežbe. Trenutna ocena, mislim, da imam pravi podatek, je, da bo te finančne spodbude do leta 2034, tako da tu je kljub vsemu še kar nekaj prostora. Mi na Darsu zelo budno spremljamo, sodelujemo z ministrstvom pri pripravi projektov oziroma nabora teh projektov, ki bi lahko tu bili vključeni, tako da je tudi iz tega naslova za pričakovati določeno hitrejše odvijanje investicij. Eden od verjetno najbolj ključnih razlogov pa so investicije iz potrebe povečanja kapacitete obstoječega omrežja, nekako zajema tudi prejšnje tri, ker pravzaprav kjerkoli ukrep bo z tega naslova narejen, bo narejen tako, da bo tudi prejšnje tri pokril. Verjetno ste že vsi slišali, da smo uspeli tudi za Primorsko vpadnico pridobiti pravnomočno okoljevarstveno soglasje. To pomeni, da je projekt dobil zeleno luč, da lahko gre v realizacijo. Štajerska vpadnica je od septembra že v gradnji, tako da mi pričakujemo, da se bodo dela v naslednjem letu pričela tudi na Primorski vpadnici. Poleg razširitve oziroma vzpostavitve tretjega prometnega pasu se tudi na ostalih projektih, predvsem tam, kjer se že vključujejo neke nadomestne gradnje premostitvenih objektov, veliko dela na tem, da bodo ti novi objekti imeli dovolj prostora, ne samo mostovi in viadukti, tudi nadhodi in nadvozi, ki nam danes v bistvu marsikje onemogočajo neke hitre rešitve po vzpostavitvi dodatnih kapacitet. In seveda ne nazadnje ljubljanski obroč sam, kjer se že, mislim, da 15 let pripravljajo različne strokovne podlage in tudi napovedi glede stanja od takrat se praktično uresničujejo. Tule sem pripravil eno tako zelo splošno pregledno karto, ki je nastala v eni strokovni nalogi. Osnovna karta je v bistvu iz pobude za razširitve ljubljanskega obročja. Zdaj, ker pobuda za DPN ni bila dejansko sprejeta in ni šlo v izdelavo državnega prostorskega načrta, je Dars pred 2 leti pristopil k eni dodatni strokovni analizi, predvsem iz razloga, ker se je vmes spremenila zakonodaja, koliko od tega je mogoče zgraditi brez pridobitve gradbenega dovoljenja, se pravi kot vzdrževalna dela v javno korist, in kaj nam pravzaprav manjka, da se izognemo temu, da je potrebno izdelati državni prostorski načrt. Te barve pravzaprav pomenijo ta zahodna obvoznica, no je edina tu je pobarvana svetlo-zeleno, ki se bo gradila dejansko na podlagi že preteklosti sprejetega državnega prostorskega načrta. Odsek je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Potem imamo obe dve vpadnici, o kateri sem že govoril, se pravi Štajerska in Primorska vpadnica, kjer bomo trenutno šli v rešitev, ki sem jo že omenil, in ostaneta še vzhodna in južna ljubljanska obvoznica. Modre barve pomenijo, da je izpolnjen pogoj za gradnjo po zakonu o cestah kot vzdrževalna dela v javno korist, ni pa izpolnjen pogoj po prostorskih aktih. To pomeni, da z manjšo spremembo ali pa z zmerno spremembo občinskega prostorskega načrta je dejansko možno zagotoviti prostorske podlage za gradnjo v okviru VDK. Zdaj lahko povem, da je to sovpadalo slučajno tudi z peto spremembo občinskega prostorskega načrta za Ljubljano, kot v bistvu največjega deležnika pri tem. Mi smo v dogovoru z Ljubljano pripravili strokovne podlage, ki so bile zdaj tudi vključene. Mislim, da je še dokumentacija celo v javni razgrnitvi do konca meseca. MOL ima plan, da sredi naslednjega leta občinski načrt sprejme in s tem bo nastala tudi dejanska prostorska podlaga za izvedbo razširitve vsej tega dela južne obvoznice
in pa vzhodne. Zdaj vidimo pa, da je pa dolenjska vpadnica obarvana rdečo, se pravi, tu pa je ta strokovna naloga pokazala, da te razširitve brez sprejetja državnega prostorskega načrta niso mogoče. Zdaj moram vseeno tu povedati, da samo to, da bo izpolnjeni prostorski pogoj in da se to lahko dela kot VDK, še ni rešitev. Dejstvo je, da nam ne uidejo okoljske presoje, ki so pravzaprav kamen spotike tudi na projektih, kjer se pridobiva gradbeno dovoljenje, ampak kljub vsemu smo optimistični, da se bomo lahko začeli ukvarjati z procesom načrtovanja, ne pa umeščanja v prostor. Zdaj, da se vse to, kar sem do zdaj povedal, ne zgodi kar tako, seveda zato obstajajo neka tveganja. Na naši strani vidimo predvsem tveganje o pravočasni identifikaciji potreb, pravilne napovedi stanja in seveda tudi pravilna napoved prometnih obremenitev. Dogaja se nam hitre spremembe okolja, vremenske ujme, dejansko neke nepredvidene okoliščine, ki se v preteklosti niso. Zato je tudi v tem segmentu v fazi načrtovanja zdaj potrebno nekaj več aktivnosti, da se poskuša to tveganje omiliti. Tehnološki napredek, kolikor je dober, toliko lahko pomeni tudi tveganje. Veliko stvari se pojavlja, nikoli ne dobimo jasne informacije, kdaj bo ta tehnološki napredek v takšni obliki, da ga bo možno množično uporabiti, da bo za široko uporabo namenjen. Lahko pride do nekih neobvladljivosti sprememb po fazi gradnje. Tveganje pomanjkanja sredstev za realizacijo je vedno prisotno, pri čemer lahko trenutno potrdim, da to ni eden izmed drobnih pogojev, ki bi nam pretirano krojili plane, in pa seveda že danes večkrat izpostavljeno zagotavljanje ustreznih kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojev za samo izvedbo. Zdaj, kjer so tveganja, so tudi neki ukrepi. Na naši strani oziroma tudi na strani projektantov predvsem učinkovito in celovito načrtovanje, brez nekih polovičnih rešitev, želimo si standardiziranih in preverjenih tehničnih rešitev, da ljudje, ki imajo izkušnje, dejansko lahko delajo, ne da se vedno srečujejo z nečim novim. Od industrije pričakujemo, da neke napredne tehnološke rešitve prične vpeljevati, neke inovativne pristope, zagotovo je tu prostor še za neko optimizacijo gradnje, zavedati se pa moramo, da vse to vodi tudi v zahtevo po zmanjšanju okoljskih vplivov in učinkovitejšo rabo virov. Zdaj, za sklepno misel sem pravzaprav zbral kar naslov mojega prispevka, ker se mi zdi, da dejansko pomembnost stalnih vlaganj se je lahko v nekem prejšnjem obdobju, kjer je bila res pospešena gradnja za obstoječa omrežja, zanemarjalo, morda niti ne toliko za avtoceste, kolikor smo to lahko videli na državnih cestah. Dejstvo je, da nekega razvoja omrežja ne bo brez stalnih vlaganj, ne samo to, na dolgi rok zagotovo ne bo niti omrežja, ki ga danes poznamo kot varnega in učinkovitega. Zdaj, moje mnenje je, da ima ta družba trenutno res en velik izziv na področju prometa. Ne gre se tu za izziv posameznih deležnikov, ampak da imamo verjetno vsi, ali pa bi morali imeti vsi skupni cilj, in to je ustvariti uravnotežen, učinkovit in okolju prijazen prometni sistem, ki bo izboljšal kakovost življenja prebivalcev, zmanjšal vplive na okolje ter omogočil trajno gospodarsko rast. Evo še ena slikca iz letošnjega gradbišča. Vedno je po vseh težavah najlepše narediti sliko tik preden se preda prometu, ker pravzaprav vidimo rezultat večletnega dela. Hvala lepa.